Vino okuša radlinski dvorjan, kapljici čudežni ves je predan. Rad pomodruje in hvali ta son, ki ga prejel je z kraljičinih rok. Rad pomodruje in hvali ta son, ki ga prejel je z kraljičinih rok. Kraljica vina, kraljica žejeni, ker žejo pekočo najbolje da pogasi. Kraljica vina, naj še zlataje, pokaže po življenju jezerom zablod. Kraljica vina, naj že zlataje, pokaže pot življenju jezerom zablod. Pokaže pot življenju jezerom zablod. Konjičani, spoštovane obiskovalke in obiskovalci od blizu in daleč, cenjeni gostje, takole dobrodošli na današnji 7. november tukaj med zlatimi vinogradi vinorodnih Škavc v mestu cvetja in vina v naših zlatih slovenskih Konjicah. Zlatih po barvi vinogradov, zlatih po lesku mladega vina v kozarcih in zlatih po urejenosti. Dobrodošli na tradicionalnem konjiškem martinovanju, tokrat z naravno kuliso zlatih trt. Martinovanje je eden najbolj priljubljenih slovenskih praznikov, ki tudi nas Konjičane vsako leto znova navdaja z veseljem in hvaležnostjo ob zaključku letine in zato se vsako leto znova tako radi dobimo skupaj in opravimo inventuro preteklega leta. Ker pa martinovanje v svoji osnovi pomeni tudi druženje s prijatelji, v goste seveda radi povabimo tudi prijatelje našega mesta, ki takšnemu druženju s prijateljskim stiskom roke in toplimi nasmehi dodajo še tisti prav posebno prijeten občutek. Z nami danes tudi župan občine Globasnica iz avstrijske Koroške, gospod Bernard Sadovnik. Dobrodošli. Naj povem še to, da je gospod Sadovnik s sabo na izlet danes pripeljal kar 2 avtobusa svojih krajanov in med njimi tudi kar cel pevski zbor, ki ga bomo tukaj na odru spoznali malo kasneje, kar si zasluži še en vaš velik aplavz. Ter vsem vam, spoštovane in spoštovani, ki ste se nam danes pridružili na martinovanju v naših zlatih slovenskih Konjicah. Dobrodošli. Sicer pa ja, Martinovo je praznik posvečen novemu vinu ali povedano z drugimi besedami, to je dan, ko se mošt spremeni v vino. Po ljudskem izročilu naj bi se to zgodilo natančno 11.11. ob 11:11, torej čez 4 dni, ampak mi si bomo delo spravili že malo naprej in če bo vse šlo po urniku in tako kot bi moralo, nas bo natančno ob 11:11, tiste sekunde mu bomo malo spregledali, nagovoril župan naše zlate občine, gospod Miran Gorinšek. Ker pa imamo do takrat še nekaj časa in ker smo vsi nekaj glasbe za lušte že privoščili z ansamblom Aplavz, ki nam bo delal družbo vse tja do poznega popoldneva, pa za začetek predlagam, da prisluhnemo napitnicam, ki jih bodo med nas prinesli člani vokalnega seksteta Lindek. Dobrodošli na martinovanju 2015. Lepi ga bi, prijatelj, ti, dokler ga je še videti. Lepi ga bi, prijatelj, zdaj, dokler ga je še kaj. Lepi ga bi, prijatelj, ti, dokler ga je še videti. Lepi ga bi, prijatelj, zdaj, dokler ga je še kaj. Ja, biti danes v naši konjiški družbi bo, milo rečeno, zelo prijetno. Greje nas sonce, greje nas mlado vino, grela nas bo dobra glasba in dobra družba. V naših Konjicah je že vrsto let tako.
Poleg navedenih razlogov bomo morda v naslednjih minutah slišali še kakšnega, ki ga bo med nas prinesel župan občine Slovenske Konjice, gospod Miran Gorinšek, saj bo ura čez nekaj sekund, evo ravno se je obrnila na 11:11 in ker je naša občina velik prijatelj in podpornik tovrstnih tradicionalnih prireditev v naši občini, je prav, da ob tej simbolni uri, torej ob 11:11, spregovori prav njen prvi mož, župan Miran Gorinšek. Spoštovane gospe in gospodje, vinogradnice, vinogradniki, Konjičanke in Konjičani in še posebej naši gostje iz Globasnice, vsem skupaj želim en lep sončen dan tukaj v osrčju Škavc, v osrčju vinogradov v naših zlatih Slovenskih Konjicah. Jaz bi se rad na tem mestu zahvalil vsem, ki ste se vso leto trudili, to je vinogradnikom in vinogradnicam, da se danes lahko pohvalimo za izvrstno vinsko kapljico, ki kot običajno naj združuje ljudi in nikakor ne razvaja. Ko govorimo o združevanju, pa še posebej, kot sem že uvodoma dejal, sem izjemno vesel, da je danes 2 avtobusa ljudi iz prijateljske Globasnice, iz avstrijskega dela Koroške, tukaj danes med nami in verjamem, da si zaslužijo še en poseben aplavz. Vsem skupaj želim, da dan nadaljujemo v stilu, kot se je začel, v prijetnem druženju, v sončnih žarkih obsejanem dnevu in verjamem, da se bo spletlo marsikatera dobra ideja, marsikatero dobro prijateljstvo. Vsem skupaj želim prijetno druženje in čudovit dan v naših zlatih Slovenskih Konjicah. Skupaj z njihovo mentorico Marjetko Gošnak in zaigrali vam bodo tisto poznano Slakovo Ej, prijatelj, uživajte. Podjetje Zlati grič obstaja že od leta 1991. Vse do leta 2009 smo semkaj hodili samo na delo v vinograde, od 2009. leta pa smo ponosni na to našo novo moderno vinsko klet, ki smo jo zgradili na posebnem mestu, kajti če bi me zdaj gledali iz ptičje perspektive, bi videli, da ravno tale cesta, na kateri so naše stojnice in kjer ste danes vi, ima obliko lijaka, tako da na steni lijaka so naši vinogradi, tam, kjer se pa tekočina izlije, pa je točno naša vinska klet, ki je v letošnjem letu praznovala 6. rojstni dan. In seveda, mogli smo priti do leta 2015, da smo lahko to veliko martinovanje v Konjicah postavili tukaj v osrčje naših vinogradov in seveda upam, da se bo prihodnje nadaljevalo tradicionalno. Vsi skupaj si prizadevamo, da se združimo, da delamo vsi za enega in eden za vse, kajti samo z roko v roki bomo seveda iz leta v leto uspešnejši in tako kot si podjetje Zlati grič prizadeva, da se vključujejo v lokalno skupnost, tako smo veseli, da nam tudi oni prisluhnejo. Zato, spoštovani ljubitelji vina, danes vam želim en prekrasen in čudovit dan, eno prekrasno in čudovito Martinovo soboto, ki naj vam še dolgo ostane v lepem spominu in če ste danes prvič tukaj med nami, upam, da niste zadnjič, da bo sigurno ostalo nekaj, ko boste rekli, gremo še v te krasne vinograde. Hvala lepa in res uživajte, imejte se maksimalno. Hvala lepa, hvala tudi podjetju Zlati grič, ki je pripravila tako krasno kuliso za današnjo prireditev. Sicer pa je naša občina širom Slovenije in izven njenih meja znana po svoji gostoljubnosti in prijaznosti
In upamo, da bodo takšen vtis s sabo danes domov odnesli tudi prijatelji iz Globasnice, prijateljskega mesta naše občine, ki se nahaja na avstrijskem Koroškem v okraju Velikovec, blizu meje s Slovenijo. V Globasnici naj bi živelo 1645 ljudi, od tega 683 slovensko govorečih. In zelo smo veseli, da je danes z nami župan občine Globasnica, gospod Bernard Sadovnik. Še bolj pa smo veseli, da je na izlet v naše Slovenske Konjice povabil tudi svoje sokrajane, med njimi tudi kar cel pevski zbor, ki ga bomo slišali malo kasneje. K nam so prišli kar z 2 avtobusama in skupaj se jih je nabralo skoraj 100. Dobrodošli pri nas, prijatelji iz Globasnice, dobrodošli gospod Bernard Sadovnik, ki vam v tem trenutku predajam besedo. Spoštovani občani, spoštovane občanke, dragi prijatelj župan, spoštovani gospod državni poslanec, spoštovani župnik, vsi častni gostje tukaj v Slovenskih Konjicah. Zelo veseli smo, da se letos lahko kot globaška občina tukaj prvič predstavljamo pri vašem martinovanju. Veseli zaradi tega, ker so Slovenske Konjice že 10 let prisotne pri nas, pri našem prazniku, Faran prazniku, ki je 15. avgusta v Globasnici, in vaš župan in vaši vinogradniki redno sodelujejo pri tem prazniku pri nas. Zelo veseli smo, da se povezujemo, ker povezovanje je v Evropi tista točka, ki bi naj omogočila dobrobit nas vseh, ki bi naj omogočila razvoj v naših krajih in regijah, in brez sodelovanja tega prav gotovo ne bo možno. Kmetje in kmetice so ravno tisti, ki trpijo v tem trenutku v tej Evropski uniji, ker smo v Avstriji kot v Sloveniji vsi tako rekoč v majhni obliki organizirani, in zato je tem bolj potrebno, da z kvaliteto, z sodelovanjem in seveda z skupno promocijo krepimo ta kmečki sloj in predvsem, da zagotovimo kmetom spet delovno mesto tam, kjer ga naj imajo, na kmetijah doma. Nažalost je razvoj v drugo smer in zato sem zelo ponosen, da se župan z nami tudi ne samo prijateljsko, ampak vsebinsko povezuje, ker to povezovanje naj v prihodnje omogoča skupno trženje, skupno delovanje, seveda izmenjavo tudi pri teh praznikih, predvsem pa naj omogoča to, kar je bistvo nas vseh. Vsi smo tukaj v skupnem kraju, v skupni regiji, v skupni kulturi, jezik naj nas povezuje, naj naše srce govori pri takšnih praznikih in v tem smislu vam želim vsem na zdravje in lepšo prihodnost in upam, da se bo politika tega pri vas tudi na državni ravni zavedala, kakšno lepoto, kakšno kulturno dediščino, kakšno naravno dediščino imajo Konjice, Slovenija in tudi avstrijska Koroška. V tem smislu vse najboljše kljub slabim časom. Da v duši nam zapoje, kar tvoje in moje, to slovenska pesem je. Pozdravljamo rojake, sosede, znance vsake, ker smo skupaj zdaj. Nam bomo še zapeli, prijateljsko živeli, nam slovenska pesem daj. Nam bomo še zapeli, prijateljsko živeli, nam slovenska pesem daj. Tako mi pa nadaljujemo, počasi se bomo posvetili današnji tematiki in martinovanju in besedo predali tistim, ki se na njo seveda najbolj spoznajo, to so naši vinogradniki, na katere smo v naši Dravinjski dolini izjemno ponosni. In v njihovem imenu bo spregovorila predsednica Vinogradniško-vinarskega društva Slovenske Konjice, vinska kraljica Slovenije 2013 Neža Pavlič, in nam skupaj s stroko in vinogradniki povedala, kakšno vino bomo pili do prihajajočega martinovanja. Lep prijeten pozdrav vsem danes tukaj zbranim našim dravinjskim vinogradnikom, vinogradnicam
in seveda vsem vam, dragi gostje, ki ste prišli od blizu in daleč v te naše slikovite škavske vinograde. Ja, dravinjski vinogradniki smo res ponosni, da imamo ene izmed najlepših leg v Sloveniji. Naši vinogradi se od Škavc pa vse tja do same Žičke gorce vijajo v res čudovitih linijah in zato tudi vino seveda je iz teh vinogradov kaj druga kot pa samo čudovita zlata rujna kapljica. V letošnjem letu nam je narava bila veliko bolj naklonjena kot lansko leto. Kot veste, lani je bilo zelo deževno leto, letos pa obilo sonca in tako kot nas je sonce razvajalo skozi vse leto, nas razvaja tudi danes na martinovanju v Slovenskih Konjicah. Tako da jaz menim, da je martinovanje pravi čas, ko se zahvalimo naravi, se zahvalimo vsem, ki so nam pri tem pomagali, da smo lahko naše pridelke skrbno pospravili pod streho, da so na varnem in se pripravimo na zimo, da bomo kar se da udobno preživeli. Seveda je pa sveti Martin v bistvu tudi pravi človek, ki je živel in le-ta je svoj plašč podaril beraču. Na ta način pa tudi Martinovo nekako ponazarja, da je to tudi praznik vrednot, da se v bistvu malo povprašamo, kako pa se razumemo drug z drugim, kakšni so naši odnosi in seveda, kaj lahko dobrega naredimo v tem času, ko bo dela zunaj manj, pa več časa za druge zadeve. Tako da ne bom predolga, bom medse povabila našo nepogrešljivo strokovno sodelavko Ivico Podkrajšek, da nam bo pa dejansko dala še strokovno oceno letnika 2015. Ivica, izvoli. Spoštovane vinogradnice, spoštovani vinogradniki, vinoljubi, vinoljubke, spoštovani gostje, prisrčen pozdrav na prelepem prazniki, kjer bomo dali nekaj dobrega na blagoslov. Za nami je leto, kot vemo, leto, ki je vremensko bilo zelo ugodno v naših vinogradah. Naši vrli vinogradniki z veliko strokovnega znanja so s pomočjo narave znali in zmogli pridelati najboljše. In kakšna je letnik 2015? Po prvih srečanjih z našim vinskim letnikom se nakazuje, da je vinski letnik 2015 zapeljivega videza, lepih barv, potem ima čudovite arome, ki se izražajo v sadnih in cvetočih okusih. Po okusu v bistvu je poln, bogat, duhovit, piten, predvsem pa všečen vsem nam. Spoštovani vinogradniki, kletarji, ki še kletarite, zdržite v svojih kleteh in dajte svojemu vinu, da bo možno razviti vso svoje bogastvo, ki ga ima. Vsem vinopivcem in vinopivkam pa želim, da letos zares uživajo v žlahtnosti letnika 2015, ki zares obeta. Naj zaključim z verzom. Kdor videl vas, gorice naše, ta lic devic več ne poželi. V vinskih hramih poje čare vaše in pije vaših trt nebeško kri. Zdaj je pa zagotovo pravi čas, da medse povabim tudi naše vinogradnike. Danes ni tukaj v Šurcih nobene vinogradnice, so pa tukaj spodaj med vsemi vami in na stojnicah. Tako da vinogradniki vabljeni, da se mi pridružite. Imamo tudi mlade bodoče člane, Janej Tominšek je najmlajši. In pa seveda vabim tudi Saša iz ansambla Aplavz, da jih malo povpraša, kaj pa se je dogajalo v kleteh v letošnjem letu. Ja, zdaj so pubeci misli, naj vas tudi jaz pozdravim, ne, pubeci so misli, da mene letos ne bo. Pa sem vseeno prišel, lani sem probal vsakega glih 2 deci njihovega vina, letos bom pa naredil pogodbe, da zdaj, ko vas izprašam, iz vsake vaše kleti vsaj 20 litrov pripada. In zdaj je taka kriza, da če od vsakega 20 litrov, te imam glih za 2 meseca, pa bom glih do novega leta zdržal. Zdaj pa ki začnemo, tukaj kar tu najboljše, ne? Boste se prvo vi predstavili, kaj vam ga jaz držim, saj ste ga sami navajeni, ne?
Ja, vse posod se špara, kabel je tudi zelo kratek, pa se bo šlo. Saša, hvala lepa. Kar se tega tiče, da bi prišel v naše kleti, dobrodošel, bomo veseli. Ti se boš razveselil našega vina, mi tebe, pa bo prijetno. Ampak glede na to, da smo tukaj zato, da blagoslovimo ta čudovit dar narave v letošnjem letu, jaz mislim, da se kaj lepšega nismo mogli zaželeti, tako v vinogradih, kot danes tukaj na tem prireditvenem prostoru. Ker se to božje in človeško združilo v eno čudovito tekočino, ki rečemo vino in ki ga danes nekako posebej častimo. Vino ni kar nekaj. Vino je pijača, ki jo je sam Gospod Jezus Kristus vzel pri zadnji večerji in jo postavil v skrivnost svoje krvi. Tako vino prihaja tudi v cerkev, prihaja na najbolj elitni del cerkve, na oltar, in od tam po duhovnikovih rokah se daruje Bogu in po vinu prihaja Bog med nas pod podobo rešne krvi. Za mašo mora biti vino pristno, od trte, piše. To pomeni, da mora biti sad človekovega dela in da mora biti sad trte. In to je tisto, kar mi cenimo, kar je Bog dal in kar je človek naredil. In to želimo danes blagosloviti. Ponižno te prosimo, blagoslovi to vino, da ga bodo vsi, ki ga bodo pili, prejeli dušno in telesno zdravje in brez konca slavili tebe, daljivca vseh milosti, po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Naj bo to vino blagoslovljeno v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Tako vino je blagoslovljeno. Gospodu Jožetu Vogrinu se zahvaljujem za podeljeni blagoslov in sedaj je seveda čas, da iz tehle platenk steče naše rumeno zlato, na katerega smo tako ponosni, da dvignemo kozarce in nazdravimo na današnjem martinovanju z letnico 2015. In jaz bom medtem na oder povabila še fante, ki bodo poskrbeli za glasbeno kuliso, in sicer vokalni sekstet Lindek. Med vas bo ponovno prinesel nekaj napitnic. Oj, vinček, ti moj, nam bodi prijatelj, prijateljček moj. Na mizi se sveti nam vinca kokal, lepi ga ti z mano, če rad bi bil zdrav. Oj, vinček, oj, vinček ti moj, nam bodi prijatelj,